Ja. Face. Face. Ja, super. Bravo, Nesti. Mija, kakšen poklic opravljaš? Jaz sem trenerka živali za snemanje. Kdo so pa tvoji sodelavci? Imam jih veliko. Kužki, mucki, včasih tudi kakšni zajčki, zadnjič sem imela piščančke, tudi kakšen papagaj se je že znašel. Kakšna pa mora biti žival, da jo lahko učiš za filme in reklame? Tukaj sta dva kriterija. Ta prvi je, da mora dobro izgledati na kameri. Se pravi, mora biti fotogeničen in mora biti prikupen. Ta drugi, ki pa meni bolj pomemben, je pa to, da mora biti zelo fin karakter, da ga ne zmoti vsa ta gužva, da ga ne zmoti veliko stvari, ki se dogaja na snemanju, da se ne prestraši. Kako pa jih učiš? Kužke in mucke učim večinoma s pomočjo klikerja, to je tale škatrca, ki naredi tak zvok. In kadar se ta zvok pojavi, pes ve, da je naredil prav in da sledi nagrada. A tvoji psi in mačke ubogajo samo tebe ali tudi druge ljudi? Morajo ubogati in mene in druge. Ker, a veš, ko pridemo na snemanje, mora on izgledati, recimo on ali pa on, kot da sta kužka od igralca. Se pravi, morata tudi njih ubogati. Je kakšna razlika, ko delaš z muckami in z kužkami? Razlika je že, ko se uči mačka ali pa psa. Vam povem eno zanimivost? Da se mucki veliko hitreje večino stvari naučijo kot kužki. Ampak potem na snemanju je pa precej težje mucka pripraviti, da bo sodeloval kakor kužka. Kakšne trike pa jih učiš? Ponavadi niso taki triki, kot pričakuješ, da bo potem ne vem kaj kužek delal. So take zelo običajne stvari, ki so pa za pse precej težke. Recimo, da mora nekam priti, se tam ustaviti in pogledati v točno določeno točko. Ali pa nekaj odnesti in tja dati, ali pa nekoga gledati, ali pa se obrniti, ali pa se uležati, pa ležati, pa glavico gor, glavico dol. Dosti običajne stvari, ampak so pa kar zahtevne stvari to za nasnemanje. Mija, a lahko poskusiva kakšen trik? A če ima probati to, da eden od vaju spi, pa vaju pokrije in potem vaju kužek zbudi s tem, da dekico odgrne. Jaz te pokrijem, pa se bo pa recimo najprej kuža zraven tebe v legu, pa oba dva spita. Spita in zdaj se zbudimo. Črt, pol, di. Ja, super, dobro jutro. Dobro jutro. Bravo. Dobro jutro. A so na snemanju kakšna pravila, da morajo ljudje ravnati s svojimi živalmi? Ja, so. Poglej, ko prideš ti živalijo na snemanje, je tam lahko 50, 100, 150 ljudi. Tako da ta prvo pravilo je to, da čisto vsi ljudje na snemanju živalce ignorirajo, kot da jih ni. A si jih kdaj takega naučila, da te je pol pomotilo, da si jih to naučila? O ja, ko ste prišli skozi vrata, so kužki začeli skakati po vas. Ja, se pravi, na snemanjih mora velikokrat kužek priti do svojega lastnika in skočiti nanj in biti zelo vesel. Se pravi, to moji kužki zelo dobro znajo po tujih ljudeh delati. Potem smo jih učili, da morajo recimo kaj ukrasti z mize, kakšen sendvič. Kaj misliš, da ste se naučili iz tega? Ja, skozi hrano ukradeta. In zdaj to zelo dobro znate. Recimo, da je to tvoja kapa, ko hočeš sesti po njej, pa prija kuža pa ti ukrade. Ok. Ampak te pol tudi nazaj prinese. Ok. A prav, ok, no kar osice. 3, 4, zdaj. Ej, mala, vrni mi jo nazaj. Mala. Vrneš, lepo prosim. Pusti. Hvala. Pusti. Ej. Bravo! Bova še probali kakšen trik za mucko? Ja, če se bo mucka opogumila pa prišla noter. Ker vidiš, to se pa zdaj dogaja, kar je velikokrat na snemanjih, preveč nas je, preveč akcije. Je pridna. Zdaj še ni čist, ampak mislim, da naslednjič pa bo. Danes?
Ker sem primerjal, pa počakaj. Bravo, Mucka! Še enkrat? Nose? Bravo, pridna baba.